čopari, leder, neti, to je rock'n'roll. Frajtonarca. Joške pir pa rock'n'roll, ja. Joške pir pa rock'n'roll. Ja. Kje pa zdaj hudiča vaša narodna noša? Jošk ne boš prav veliko videl. Pira dost. Rock'n'roll je pa tako, no, mislim. Vse še enkrat prover, Jan, ker Okay, imela so toliko tehničnih težav, da... Ja. Živijo, folk. Živijo Jure. Kako ste, kaj živijo Mark? Kaj zdaj? Poletno, čeprav vreme je pa zelo jesensko. Ja, ko se reče, neke čudne nevihte, dež, tornado. Groza, kaj se dogaja v svetu. Človek se navadi vsega. Ampak ne glede na vse, midva so še vedno tukaj, fajtamo se super. Ves čas smo tukaj, v tej kleti. Ja, Jure, ti igraš kakšen inštrument? Igram kitaro, ampak tako, na pol. Malo igram, na pol. Ti? Ja, jaz podoben tako kot ti, pač tudi na pol nekako igram kitaro. Skupaj igrava kitaro. Skupaj igrava celo kitaro, ja. Ampak danes imamo pa enega gospoda, jaz grem stav, da igra tudi kitaro, sicer ne veva, ampak verjetno kakšen akord zna. Zvedla. Tako imenovani muskonter profil. Ja, drage dame in gospodje, ki gledate ta podcast. In tudi mlajši ljudje. Ja, tudi mlajši ljudje. Danes z nami tukaj je Vojko Ukmar. Pozdravljeni. Živijo, Vojko. Evo, dobrodošli v našem podcastu. Hvala za povabilo. Z največjim veseljem. Vi ste zanimiv profil, zato ker se ukvarjate, tako kot smo predebatirali, s 1000 enimi stvarmi, predvsem ste pa muskonter. Res je, muskonter po duši, po verskem prepričanju, po izobrazbi, po šoli, ki sem jo delal in nasplošno, ja, res glasba pač prva zadeva. Vse ostalo je pa tako, kot so stari ljudje tlele v tem kraju rekli, Tausendkünstler. Tausendkünstler. Ja, nemščina je bila včasih zelo prisotna, in še danes imaš, poglej pa imaš Bigeleisen, to je Peglezen, pa imaš Scholthebel, to je ročica menjalnika, imaš Auspuch, imaš Schraufenzigerje, kva imamo še, milijon stvari. Vi ste pa Tausendkünstler. Umetnik v 1000 stvarih je to prevod, je tako? Ja, tako, ja, 1000 umetnosti, ja. Okay. Se je težko kaj prevesti, breko iz slenga, neke spahedradne nemščine, je kar težko kaj na čisto prideti. Ampak tukaj samo en tak krajši odmik. Ne v nemščini? Ja, ampak se mi zdi, da to zelo dobro nekako povzame to, da imate kar to auro, ne, da ste Tausendkünstler, kot te človek vidi. Zato, kaj Jure... Zdaj se ga začel Vikat. Ja, se upravičujem. Se pravi, Jure vas je v bistvu videl in ste se mu zdel zelo zanimiv profil, pa potem sem ga vprašal, kaj pa sploh... Tudi kot točkovno obremenitev, kar nekaj dam od sebe. Če se nek postavim, je 160 kg obremenitve. Ja, je tudi ta gravitacijska sila. Ja, tudi. Ja, verjetno te leta mi že malo sekajo na guno bolezen, veš, ga pozabljaš, ker sprot pozabljam, da sem že jedel. Okay. To je problem, ampak ne pozna se vam? No ja, je preveč. Je preveč. Ja. Tausendkünstler, mojster 1000 umetnosti, ampak predvsem pa glasba je tista, ki jo pa najbolj... Najbolj pa to, ja. Tako. Začetek je bil kot seveda vsi ostali nižja glasbena šola in klavirska harmonika. To je frajtonarca. Ne, klavirska harmonika je tista, ki ima na desni stran klaviaturo. Kaj pa je frajtonarca? Ja, to je pa zdaj, tudi jaz tega čisto ne razumem, ampak vem, da je neka razlika. V glavnem samo to, da uporabljaš obe roke pri obeh harmonikah, pa da leva dela zelo podoben na obeh harmonikah, desna pa sploh ne. Desna je pa absolutno drug svet. Klavirska harmonika je pač klavir. Če imaš klavir pred sabo, boš kar precej naredil, tudi če si samo klavirsko harmoniko igral. Frajtonarca
je v bistvu, ta pravo ime je diatonična harmonika. No, pa še gumbe. So pa gumbi, 3 vrste, 4 vrste, lahko tudi več. In vsak gumb, ki je, proizvede 2 različno visoka tona. Glede z mehom, a ti ven igraš, da gre sapa noter v inštrument, ali pa z mehom na noter, se pravi, da stiskaš zrak ven iz Tega inštrumenta. jaz nisem vedel. Pravi, ekstremno težek inštrument za obvladati. Ne, sploh ne. Ne, samo Sploh ne. Zelo zanimiv, ja. Če poslušaš vsak gumb ven noter, kaj ti da, ni popolnoma nobene logike. Skregano za smo. Ni ne lestvica, nič ni sistema. Pa pogruntaš, da, lej, čakaj, če pa več gumbov skup primemo, parata na noter, en lep durov akord v tistmu, kjer je ta vrsta uglašena, a je to F-dur ponavadi v sredino, ja, v redu, na ven imaš pa dominanto 7. Simple kapasul. Noter F-dur, ven C7. Tretja vrsta, noter B-dur, ven F7. In tako naprej. Če bi prej vedel, bi že špilal. Jaz mislim, da je že znam. Fajn je, ker ti ni treba vaditi lestvice, ki je suhoparno, pa samo zaradi tehnike, direktno štartaš z skladbicami. Prva stvar, ki jo je začneš igrati en valček, ki rab 3 gumbe. Nikoli nisem... Prvi rezultati so izredno hitri, zato Nikoli si tudi nisem mulcev mislil, da bom- začne igrati in tudi ne nehajo, ker po enih 2-3 tednah že igrajo 10 slovenskih narodnih skladbic. Kar je pa že dosti, da človek skoraj živi od tega. Dost, da pol samo skočiš na Lojzeta Slaka Ja. in prve fletne valčke začneš igrati, ker niso čist nič težji, kot tistih 10 slovenskih narodnih skladbic, samo več je na papirju napisanega, ali pa del se igra. No. Sprav, v bistvu narodna zabavna glasba je dosti enostavna in V bistvu dosti enostavna, veš, intonančno imaš 2 tonalitete, prva in 5. stopnja, kjerkoli dur si vzameš, zdaj to ni važno, zelo preprost. Pa tudi konec je jasen. Tudi metrika je zelo podobna, kot je spomin pri računalnikih, 8, pa je pa multiplier krat 2. Vedno. mislim, Veš, kako to gre? Jaz- 8, 16, 32, 44, 128, 256, 512. gled, in tako dalje. jaz to totalno razumem, da glede na to, da ste tavžen kunstler, verjetno vi že neko znanje povezujete in vse to je enostavno. Ne? Ja, Potem pa mi dva res sva omejena, pač mi da vse, kar znava. Skupaj znava eno kitaro Eno odigrati. kitaro igrati. Pa še to ne, mogoče Ja. še na dunih hvalčkov bi šel. Ne, sej, Ampak okej. to je tisti efekt potem, a veš, ko imaš enkrat natreniran, Ja. za tehniko, za vsem, s pravilnim prstnim redom, ker teorija je samo tako, ta prav knof, ta prav cajt, s ta pravim prstom. To je treba znati, pa nič več. Samo to, v bistvu zelo enostavno, sliši se zelo preprosto, ampak ko pa začneš vaditi, pa vidiš, da moraš tistih 12.000 ur navežbati, pa že nekaj zaigraš. In zdaj predvidevam, da vi tudi živite od glasbe, mislim. Glede na to, da zdaj to, mislim, kaj se bojo... Ne, za krh pa hodim delati kot pomožen delavec v elektrarno Moste. Mislim, Smešen ga, ampak Verjeten nobene logike ali pa povezave. a ne? predvsem to. Ja, kaj boš z 110.000 volti tam le? ampak razumem, pač to vse nekako se, vsa ta znanja so se nekako tukaj povezala. Verjetno tudi tam so tipke za pritiskati in tudi tam je ta neka matematika. Tudi tam je tega precej. Pa sej konc koncev skozi leta dobiš tiste pol kvalifikacije, ki pa že počasi rataš kar uporaben delavec. No. kako pa da, jaz sem skozi mislil, če harmoniko igraš, pa malo znaš pet, sigurno ne rabiš službe, a to poj ne drži. Ne, da se, ampak ne samo to. Recimo, imam enega prijatelja z gori, Gorje. verjetno poznaš Slivnikov Matjaž. Gorjanc, da te Tista vidimo. fletna lesena hišica nasprot gasilnega No, doma. sosed, ja. Ja. V glavnem, on je ne do konca izšolan kuhar.
A si to vedel v svojem sosedu? Zanimiva zadeva. Vedel sem, da je ekstremno dober glasbenik, ampak da je pa... Dober glasbenik in kot mulc je stegnil v Berlin takrat z enim kvintetom, da so gor špilali in to v Marija. Cel let, vsak dan koncert. Denarja je bilo tkuj, da ki je prišel domov, je stanovanje odkupil od staršev, takrat, ki je bilo treba odkupiti. Pa takrat je bilo denarja mal manj kot nič. Noben nima nič. Ampak vas pa ni sabo vzel. Ne, jaz nisem šel gor, na druge, drugi so šli v glavnem, to je taka ni krasna zgodba, no. Ni lepo, veš, za tisti denar so on garali. Res so garali. Ne, se vem. Sliši se grozen, dober, ampak 3/4 denarja je šlo skozi grl nazaj, pa ne samo skozi njihov grl, tudi mrskašnega drugega. To je pogosto pri muskontarjih. Ja, to je ene sorte tako sodobno suženstvo, veš, to je, sej goniščavoti tamle dol iz Slovenije, bojo prišli gor špilat, Vindiš je folk, je to drugače, to je špilejo za ston, ni problema. Kar jim rečeš, igrajo pa tako z dušo, kakor pa mi ne znamo, sploh avsenika. Jaz imam eno vprašanje, pa me prav zanima, mislim, nujno, da bo to noter, ampak bom vseeno vprašal. A poznate mogoče Luca Bassi, a veste, kdo je to? Ne. Ste že slišali za njega? Ne. To je pa en nov pojav. Plakate vidim vse posod, ampak ne poznam. To je pa en tak zanimiv, fascinanten, družbeni fenomen po svoje in ko se o glasbi pogovarjamo. On je pa, Luca Bassi je v bistvu dalmatinski glasbenik, pevec. Ki se je rodil v Sloveniji. Ki se je rodil v Sloveniji in je kot Slovenec. Matej. Ne vem kaj, ampak potem se je pač svojo kariero... Oba starša Slovenca. Mislim, da. Ja, ampak on je svojo kariero tako naredil, da se je pač enostavno preimenoval Luca Bassija in se je spremenil v Hrvata in pač v Sloveniji rastura. Jaz si, žalostna stvar. 1000 kilometrov jadranske obale, če hočeš slišati dalmatinsko klapo, je verjetno slovenska. Ker vsi ostali špilajo in pojejo na križarkah in tako naprej. In v navadni betuli tam na nek v Novigradu ne boš srečal dalmatince, da ti bojo pel. Aha, Slovence. A to je tako? Imaš enega spet Gorjanc, Milan Koprivc, motorist, starejši možakar, fleten. On obvlada vse besedila boljš, kot pa vse dalmatinske klape skupaj. Garantirano. Pa je, mislim, na pamet. Pa jih... Gorjanc, ja. Pa ima kakšno klapo. On je fan dalmatinskih tako delač, da res neverjeten je, res. Občuduješ ga lahko. Noro. Ja, pač, mogoče pa to ključ, da se gremo Hrvaške... A imamo Slovenci očitno vlečemo na vse možne strani, a imamo Slovenci pa samo svojo avtohtono muziko? Imamo. Samo... A veš, kako je, ne? Zanimiv je, ki je vse skup cepljen na dva ritma, polka in valček. A veš, vse ostalo je pa nekaj drugega. Dobro, popevka je splošen 4/4 takt, preprosto besedilo, 37krat ponovljen refren, o neki lahki temi, praktičen tist, kar se danes zgublja. Na MMS tega ni več, na slovenski popevki tega ni več. Zgubili so feeling, kaj je popevka. In vi bi rekli, da je popevka tist, kar je zares slovenskega. Popevka ti more dati naslednji dan 10 hipijev v Ljubljani na parku Zvezda, ki s kitaro ist komad že špilajo, so ga ponoči vežbali. Vežbali so pa 3 minute, ker več ni treba. Da ste bil pa vi to zadnjo v Ljubljani, ker taka hladi tam več ni. Ja, vem, danes imaš guslarje, pa Gunga v Bogarjeve že na Tromostovju, ki igra harmoniko. To pa res, ta pa še vedno. Ta se pa ne da. Hvala Bogu, ta je ta prav. Ta je ta prav. Ta je res ta prav. Se pravi, Taužen Kunstler, kaj pa je še kakšen kunst, ki ga obvladate? Nekaj ste prej govoril, da dirkate z avioni. Z modelčki. Rad sem v luftu z modelom, ja, to je užitek totalno. Se pravi, vi ste na tleh, ampak del vas je pa v luftu. Pol je pa vse ta drug, kar moraš spoznati.
kaj je OpenTX postaja, kako to dela, kako zbindiraš sprejemnike, to je danes čisto druga zadeva. Čisto enostavno, tako kot pa harmoniki. Čisto enostavno. Ja, čisto enostavno. Ja. Zdaj je recimo zelo zanimivo v tem, da v vizir, ki ga imaš za first person vozati, imaš GPS oddajnik gor, če ti glavo obrneš, se v avionu kamera obrne. Aha. Praktičen zdiš v avionu in gledaš okolo, kako se skupaj zgleda. In to je že v prosti prodaji? Ki je drevo, da se už zagonil v anga, da ga špoje zelo jutro dol, klato. Sprav tudi ta virtualna resničnost, ne? Ja. In to je danes dosegljiv za eno delovsko plačo. Vsi servoti, kamere, oddajnik, sprejemnik, to je dostopen ratal. Hvala Bogu, to je dostopen ratal. Včasih, Madonna Bog, to je res, to smo mogli ledvico prodati, da si oddajnik kupil, da še na ladico naprej pa nazaj pel. Se pravi, glede na to, da imate oddajnik, ste brez... Ja ne, imam Radio Masterja 16 kanalnega, luštna postajca. A veš si, tle je problem. Tle te napadajo, pojo vsi s svojim izkušnjam, to kup, imaš še to zraven, to kup lahko, še to zraven. Daj nekaj bom kupil to, da... Pa lahko to, pač vsa ta tehnologija nadomesti ta prav občutek, ko se enkrat v avionu. Mislim, imate to... Ki pa ne more, seveda ne. Pa vas to kaj matra? Mislim, imate izpit za aviona? Ne, nimam. To so mokre sanje samo. Želja res drugač huda, ampak verjeten, da ne bom nikoli. Mislim, zakaj pa ne? Finančno. Samo finančno. Tako je. Avtomobilizem, približno vemo, kakšni so stroški, da se, zato je toliko avtomobilov. Nautika je 10:1, čovni, vzdrževanje, vse ostalo. Aviatika je pa 10:1 proti nautiki. Še zato, Ampak jaz sem toliko slab po matematiki, da ne znam potem zračunati, koliko je aviatika proti avtomobilistiki. 1:100? 1:100, ja. Dober sem. Bravo. Ja. Vi ste tehničen tip. Tak. Ja, mene vsaka stvar toliko zanima. Veš, jaz sem bil tisti mulc, ki sem vsako igračo podaril do prav faktorja, da sem videl, kako deluje. Sicer se staviti poj nazaj nisem znal več, ali pa sem v procesu kaj polomil, da nisem mogel več se staviti, ampak tist sem bil. Pač, naučil sem se pa veliko stvari, kaj pa. Potem pa vsaka stvar zanima. Ta prva klaviatura, ki je prišla, programatorska, kva pa je lahko spremenim? Ja, to gon tretja, tle je ta oscilator, gon oscilator, če mu spremeniš tole, začne žago ven rezati, ni več lepa sinusoida, to gon tretja. In v prav faktorja, kar se da. Se pravi, predvidevam, da ste tudi v šoli blestev, da ste bil tehničen, matematičen tip. V šoli pri tehnik siguren, ja. Pa pri tujih jezikah tudi. Verjetno malo talenta, kar se tiče posluha, da poslušaš jezik in probaš izluščati besede, kako je kdo izgovoril to tret, pa počas še pomen. Pomagal manj je pri angleščini, amerikanščini. Ja, takrat tisto obdobje, ko so iz DVD-jev mulci ripali dol filme in jih stiskali z DVX-om na format, da ga lahko zapekel na CD. Jaz sem od tistih filmov okoli 3000 doma in vse sem pregledal, vse brez podnapisov, ker takrat niso znali še subtitles vnesti noter. Pa tudi konec koncev DVD ponujal 7-8 podnapisov v 7 jezikah, zdaj pa kjer ga zbrati. Verjetno ni bilo programa, da bi skupaj z DVX-om stisnil še subtitles. Koliko pa jezikov govorite? In sem se stiska naučil pač. Govorite samo angliško? Ja, ein bisschen Deutsch. Čisto za šnicel und Bier. Ampak Jure, ne vem, če si dobil ti občutek, da je ta gospod bolj tehnološko pismen, kot midva. Sej to, da si nova generacija, ki imaš obilico tehnologije, sploh ne pomeni, da si tehnično pismen, tehnološko.
Ne, se vem, sam se tako počutim. Ja. On je mlajša generacija, ki mi Ja, na nek način. Koliko ste pa seznanjeni z to uporabniško tehnologijo oziroma TikTok, Instagram, Facebook, koliko vas pa to zanima, vleče? Ja, na Facebooku imam profil, zato ker je ogromen prijateljev, ki si tam izmenjujemo vse ideje, ker je zelo luštno, no, s telefonom slikaš zadevo, ti pa misliš o tem, daj tisle spremen, pa daj ta krom vrš dol, pa daj take nete gor, bo bolj zgledal, boš videl. In vse imaš lahko zelo hiter. Kaj ste to opisoval? Mislim, kaj je bilo to na sliki? Čevlje. Krom in nete. Aviončke. Gre se za tole, za motoristiko, ne? In a veš, kako bajkari imajo brezrokavnike. Se pravi, to je še ena izmed tisočih kunstov. Ponetan leder, ketne, tist, a veš. In to ste tudi, v to se napravite? Ja. Ker jaz prvič sem na svetu ste bili v narodni noši, ne v ledru. No, najbolj sem tudi mu, brez rokavnika. Ne drugače pa bajkar, to je ležalnik, a veš, noge naprej, lepo fleten, in greš lepo fleten. Ni važen kam, samo da si na cest, da se peleš. Sprav, to je še bajkar ste, ne? Zdaj že nekaj novega spet. Tretja stvar. No, to mislim, da je v sklopu tega bolj star, bolj nor. In ko se je ponudila, jaz nikoli nisem mu izpita za motor. Moped sem vozil, ker imam pač B, izpit, prav za A ga nisem šel nikoli delati. Spet ni bilo dosti financ, pa tako naprej. Ampak zdaj brez izpita voste, če prav razumem. Ja, zdaj vozim, zdaj vozim za tisto ta novo Koda 125, se temu reče. Lansko let z junijem se je zaštartal, da 6 ur navoziš 125 kubičen motor v avtošoli, na 2 ure poligon, 4 ure v prometu, in gun za tabo pele in to gun tre, da se malo tudi navadaš motorja, ker to ni moped. Ljudje to smatrajo, se to je moped. Ne, fantje, to je motor. In potem dobiš izpit. To laufa, to gre skozi to satanov. Merikajte, in enostavno meni je bilo to bomba, zdaj imam pa jaz šanso za 290 € dobiti izpit za A1, ampak B koda A1. B koda pa pomeni kaj? Da ne smete po ta zadnjemu? Ne, B pomeni, to pomeni, da moram do 125 kubikov mašina, do 10 kilovatov moči, 14 konov, po domač, po starem, do toliko lahko vozim, ali do 18 konov 4-kolesnika. Ampak tudi samo 125 kubikov. Zdaj pa, a veš kako, konc koncev, tudi tlele imaš telah kruzerjev, kar lepo izbiro, a veš. Za 125. Do 125. In dejansko motor zgleda večji, kot je v resnici. Se važno, kako zgleda, ne važno, da babe tako navejo. Da so neti gor. Konc koncev, ni važen, kva voziš, glavno, da si, da voziš, da s tem. To imam za jasno dilemo. Čopari, leder, neti, to je rock'n'roll. Frajtonarca. Joške pir pa rock'n'roll, ja. Joške pir pa rock'n'roll. Kje pa zdaj hudiča vaša narodna noša? Jošk ne boš prav veliko videl. Pira dost. Rock'n'roll je pa tako, no, mislim. Rock'n'roll je splošno za vse podvrsti pol, kar jih je. Ponavad pa, a veš kako, ponavad igrajo, ali so kakšni fani AC/DC, ali so kakšni fani Motorheada, pol vsi igrajo tiste 3 udarne komade Belo Dugmeta, pol čist take zadeve. Na vsak takim motozboru mora biti od Keep Your Motor Running do Ajde da ludujemo. No, to smo mi. Tajči. To sem bil jaz malo razočaran, ko smo z bendom igrali v bivšim, ko sem bil v srednji šoli, po motozborih in so ugotovili, da velikrat te ljudje v ledru so ledrasti res samo navzven, ker poznajo samo motori. Če smo pa karkoli zares rock'n'roll igrali,
pa niso bili tako navdušeni. Podobne izkušnje sem tudi sam mečken že nabral. Res. Za šankom smo debatirali z ljudmi, ki me je na umen gledal, kva jaz zdaj govorim. Pa nič posebenega, samo z enim prijateljem smo pač malo debatirali, imamo tako 3/4, ko da sva z drugega planeta. Sem rekel, čakaj, pa ali imajo drugačen humor, ali kako, a midva ne spadava zdaj zraven. A veš, ker tam sem gledal za Indian 112 kubičnih col motor. To je 1700 kubikov centimetrov. Kaj to pomeni? Približno. Ne vem, ampak Ja, seveda. Mislim, ne me, a veš, mrcine, denarja. Pa takrat si kupiš to, kar imaš že vse ostalo, pošlihta, ne da samo vse skupaj zbašaš za en motor, pa a veš, mislim, motorizem drugače jemljajo eni. Res. In tudi ta bajkerstvo, pirjoške rock'n'roll, čim prej se ga prebiti, da ti poč film, da ne veš, kako sprašil šotor spat, ponovadi ne spiš v svojem šotoru, postavil zga, samo noter pa ne spiš, nekega drugega. In poti, če kdo snema slučajno, hvala Bogu, da mi pokaž, kaj bo včeraj, ker meni tam... Mogoče me boste navdušili nad motorizmom. Čeprav ta pirjoški in rock'n'roll priznam, zaradi ene stvari bi jaz šel v motorizem. Je pa ena stvar, ki je pa super. Tam lepo fleten, 10 pirov, kakšno žganico, nobeden ne bo rekel, lej ga, ko je prbit. Vsak bo rekel ti, a je v redu, a je ok, kaj pomagam, a bo šlo. Ja, bo, super, krasen. Bajkeri skrb držijo v dobrem in fraternité, egalité, liberté. Čista francoski triangel, ki imajo oni na svojem grbu, še z vojne ven, je dejansko v bajkerjah totalno prisoten. Jaz zelo podpiram, dokler ne grejo nabiti na cesto. Kaj pa verjetno... Zelo kritična je tista panoramska vožnja drugi dan. Prvi dan je mortus, itak, moraš biti. Pismo pa naslednji dan gre pa tam enih 2-3 popoldne se gre na panoramsko vožnjo. Jebem ti. Ne sem to ponovadi zrihtajo, a veš, kakšnega Unimoga ali pa kakšen drug traktor, da dost gre, da pred njim pele. Zato, ker je ta panoramska vožnja tudi tako mišljena. Ljudje, pridite pogledati motorje. Vojko, zanimivo ime imate. Kje je človek... Najde tak ime. Ja, zanimiv, ja. Moj biološki ati, da bomo vedeli, za kjerga se gre, Stanislav Ukmar, letnik 1908. 1908. Takrat mi da še niso bilo rojeni. Ja, to je... Bo jasno sem. Ja, 1908, se pravi, bil kar Keralc, da je leta 64 mene si zamislil, da me bo naredil. Čez 50 let, ne? Ja, tako. Mamica je bila sicer 19 let mlajša. Aha. To je... Ja. Vaš oče ima pri meni respekt, definitivno. Sej pri meni tudi, ker tista zanimiva izjava, veš, raznih, jaz pa namen, kol tak, pa moj ta star. Seveda ne boš, ker tak badass, kot je bil tvoj ta star, ti niti biti ne moreš. In vaš je bil eden tistih... O ja, je bil. Pazi to, ne. Možakar je šel skozi prvo svetovno kot mladinc, kot tako bi rekel, otrok, vedel je verjetno, za kva se gre. Skozi drugo svetovno kot borc, vmes je bil tudi, je služil vojni rok v italijanski vojski, tam se je naučil jezika, tam se je izšolal za minerja. Po Somaliji in Abisiniji so gradili ceste, takrat italijanska vojska, se pravi, je bil dol, videl, kako izgleda Afrika, rekel v temu predelu. Po vojni se je zaposlil kot miner v kamnolomu na Jesenicah, tam odslužil 40 let, da je dobil en skromen penzion, razočaran na vseh frontah. Osebno je razbil še ta zadnjo celico Zveze borcev
v občin Žirovnica, ker je šel enkrat na sestank, ga je moja mama gnala, da je pet mogoče pa kaj izvedel, kaj pa veš, mogoče pa kaj pripada. In gon so se ga malo smejali, ko so ga videli, kakšen je prišel, ki je prišel pač v uniform. Ne, moj počel film, tako kot velikrat, nisem videl starih ljudi tako hitro leteti v življenju. Dobesedno razbil. Dva sta bicikl, kar dvignila pa nesva, zato ker je bil tako hiter, kot da bi se na kolo zbasal. Ker mogoče pa ne mu časa na kolo se zbasati. Sem smislil, ok, dober je. Zvedel si vse. Siguren. In zgodba, oče vam je pa dal, zakaj tako ime? Ja, zanimiv. Zato, ker je bil soborc narodnega heroja Stanka Premrla Vojka. Za gledalce naše in mlajše generacije, dajte malo urisati to obdobje, pa kdo je ta Vojko bil. In vaš oče, kako je to izgledalo? To je bil zgleda en zelo karizmatičen človek, kot borc pol prve Prešernove čete tam na Primorskem, s katerim so pa še skupaj sicer z rusko vojsko osvobajali in Gorico in Trst in tako naprej. V glavnem, to so bile res borbe, to je bila res vojna. Tlele v našem koncu je bilo bolj milo, drugač, tle po Gorenskem, saj po pričevanju mnogih ljudi. V glavnem, zanimiv, ne, on je bil mitraljezec, se pravi v prvih vrstah, a veš, ko ti skočiš pred rov in je treba še vso tisto nemško, italijansko, kakorkoli golazen tam pobiti, no, to je bil ono. No. Lahko pa tudi fašiš metek ti. Rekel pa, ok, grem jaz zdaj hitro zrihtati. V italijansko se je šolo za minerja, normalno so ga ponucali, da je razstreljeval bunkerje pa tako naprej. In zanimivo je, ko so verjetno takrat živ, da s pomoči z Amerike so dobili plastičen razstreljiv, ali na sorte mečke zboljšan. Ni bil tist trapast kamnik tita, ki ga moraš 50 kil nažokat, da zid malo prebrne. In on je glih tako tiste 4 žakle naložil in rekel, fantje, jaz bom obrnil, pa jurišamo. In res godi obrnil, pa so pa pol ure tako lepo rovu čakali, da se je tist skadl. A te mere mu takrat niso bile? Ja, niso povedali, da je to par kil dosta. Nega sreta. Sprav, on je delil vse te zgodbe z vami. Ja. To mene mogoče malo zanima. Veliko je povedal stvari, samo tako je. Smo mogli biti previden z njim, ker če se je moj film vrnil, v tiste čase je bilo zelo hudo. To sem hotel vprašati. So bile posledice. Takrat pri toliko starih, zdaj poznamo ta posttraumatsko stresno motnjo, ki se zdaj o njej govori in se ve, da ljudje, ki vidijo take zadeve, lahko imajo hude posledice. A so tiste generacije, se je tudi to poznalo pri njih? Ste z prve roke imel izkušnjo? Se je poznala, ampak zanimiv, pri mojemu atiju niti ne toliko. Niti ne toliko. On je morat mir, veliki kadil, pa džezvok kave je mogel imeti v rok, pa je kar sam poj nalival v šalčko. A na to je zjutraj mogel biti, pa je bil pa mir. Je bilo pa smešen, če je kaj delal zunaj, kakšen moped popravljal, zelo rad je šraubal, take zadeve. In pa je pa mama prišla ven, župaj na mis, išel noter, brez besed, žlico probal, odložil, vstal, ork hodijo. Prviha kupam za cel penzion soli, ankat jo bo dosti. Premalo slano. Spravi pa Primorc. Ta prav Primorc. Klej ujet v Žirovnici. Ja, takrat s trebuhom za kruhom. Obljube so bile, da ko bo konc te vojne dol, vsak dobi svoj delček zemlje, tam se je rodil, da bo, ne vem, obdeloval imu vinograd, karkoli, da se bo s tistim lahko preživel. Vse tiste obljube so šle v prazen, vse ni bilo nič od tistega, normalno. In ves razočaran, ja nič, kje se dela? Dela se v Žirovnic, kje je to? Ja, tam gor na Gorenskem, kaj pa se dela?
Ja, pregrada za hidroelektrarno Moste. Moj, ti tam miniral. Jaz pa zdaj tam delam. Okay. Pravi, vam je fotor zrihtal službo. Ja, Budizem. Vip, ga fotor tam. Brez vez se nič ne dobi. Mal za hec pravimo za HM Moste, da je to firma oče in sin, ker je bilo velikih noter, da je bil oče električar, sin je šlosar in tako naprej. Je bilo kar precej tega, veš. Mene mogoče zanima, kako je imeti takega očeta, ki je dal take stvari. Koliko je bil oče star takrat, ko je bil okrog 30? To se dogaja? 41 minus 8, pa imaš. 30, to, kar so mi. To, kar mi dva, pa je mogo že resne stvari v življenju. Zanimivo je, ki je preživel tudi strelski vod. Še to? Njega so najdel med mrličem, ki mu kuglo takole v ustah, cel življenje mu takole lukno fejs zašito. In zgleda, da, ne vem, naboja je bilo premalo polnjena, kaj pa veš takrat pri tisti munici. V glavnem, že tako je bil ranjen, nek drget. In ko so jih zajeli, tiste ranjence, so jih postavili pa postrelili. Nemci. Vmes pa spet partizan prišli, pa je rešili, pa tako naprej. Ja, Ukmar, ali ste mrtvi? Ne vemo, pa kugle je vam plunil. Se pravi, je bil res nek super heroj. Zanimiv je bilo res, take zgodbe, da zanimive. Kako pa tak človek, ki toliko stvari da skozi, kako pa vzgaja potem? Kako je vas kot sina vzgajal? Ja, zelo interesanten. Enega udarca nisem dobil. Nikoli. Ne po rit, ne po glavu, ne po ramenu, nikjer. Oče sem mu naredil tisti žalosten obraz, sem že vedel, da se ga usral, ker sem dolg in širok. In da mogo fest se potruditi, da bom to popravil, ker ga nisem mogel gledati žalostnega. To je nemogoče. Mislim, je bil interesanten. Mama pa isto pravi, se te bo življenje tepu. Pa je imela prav? Seveda. Vas je v življenje tepu? Vse vsak ga malo, ja. Moje dva prsta pogleda. Pa me je ena Opel mašina samo frcnila. Pretep z življenjem. Zanimivo. Ne, mislim, to je zdaj tako. Ampak ne, življenje je kar fleten. Ja, sicer, hitro sem ustal brez staršev, normalno, če so taki letniki bili. Ampak dobro je. Takrat ali si crkator, ali pa se postaviš na svoje noge, pa greš v Merkur, pa si kupaš žlico pa talar. Zelo dober na svet. Mislim, zato ste tudi tavžen kunstler, ker pač se mi zdi z neko veliko žlico zajemate ta življenje. Tudi, kot mulc sem mu uči na pecelnah, ki mu mojati mašino od starega Kolibrija 03, to je bil dvobrzínca, imuna razen in pol vse tiste valčke na mast noter postaviti, da je mast držala, pa dva bloka skupaj, pa vse zobčenike, pa to je bilo meni, noro. Kako? Pa vsako stvar je pojasnil, poglej, kakšna je svečka, siva je, no taka mora biti, ampak ta je pa preveč siva, to gontret. Kaj je narobe? Ja, premalo tega, premalo gonga, če je sajasta, veš, da je preveč benzina, se pravi manjšo dizo ali pa kakorkoli, ali pa iglico malo spust od gasa, da nam toliko odpirala. Veliko znanja vam je predal. Ogromno znanja. Tavžent kunstler, moraš si v tavžent kunstlerja si vzgojen. Praktično res, ja. Moraš biti. To me zanima, zdaj se mi zdi, da veliko med mladimi je veliko tega pogleda na svet, da je vse brez veze, da je vse bi na hiter, vse za nas se ne splača truditi, oziroma bi vsi samo na hitro obogateli, pa take vrednote so. Ja. A imate kakšen nasvet ali pa idejo, kako bi... Zanimivo, kaj si, influencer? To so mi dva. Tako da paste, kako... Mečkan, pravilno besedami. Ne, ampak zanimivo, poklic influencer. Mislim, od tega dejansko imaš krh. Ja. No ja. Wow.
A veš, zanimiv. Mislim, nimajo glih kruha, imajo pa kakšne druge te proizvode, ki so ličila. Je pa tudi tako, ne, mogoče je tega res danes zelo velik, pa da bi delček tega spoznal, se moraš precej ubadati, ni časa, so druge stvari, so razni športi. Jaz sem enega učil frejtonarco, enega reveža moža Krčka, dost talentiran za glasbo, bi lahko naredil, ampak on je poleg osnovne šole, je mu še tečaje francoščine, nemščine, ruščine, kitajščine, igral je hokej, ne vem koga vse. To možaka govorite o mlademu fantu. O mlademu fantu, ja. In pazi, starega gospoda. Revček totalen, tako so ga upregali starši, ker so hoteli, da bi ne vem koga vse, a veš, sej, mulc sam niti ne ve, kaj vse potegne en šport ali pa en hobi. Samo sliš se fajn, bi ti smučal, ja, pa bi. Ja, okej. Pa mu šla frajtonarca? Ja, mu je šla. Če je mu čas kaj vaditi, to je bil pa največji problem. Jaz sem ga na dom hodil učiti, pa dosti daleč. Revež je prišel in rekel, samo malo pojem, a lahko, 5 minut, samo malo pojem, pa pridem na uro. Seveda, na futre se, kaj bo že, ni problem. Bo pa danes samo en valček šla nekaj skozi, tako da boš mu na novo tehnično zadevo zavaditi. Sploh ni težav. Jaz mu razlagam, 5 minut, a veš, pa mu gledam, tako gledal, kako dol, ja, zaspal je. Ja. Okay. Zaspal je. Pa smo pa z mamico dorekli, da je pač njegov čas predragocen, pa moj tudi, da dajmo tole skenslati. Ja, pa zdaj smo harmoniko kupili. Ja, se jo boste lahko tudi dobro prodali. Frejtonarca se pravi, eni hočejo na hiter, eni preveč. Vi se pa lotevate na počas? Ja, jaz sem tudi stvar na prvo žogo, če je kaj taga, da vidim, moram kupiti pod nujno, čist blesel, kar se tega tiče, saj moja prav, da sem. To vse naše prav. Kaj boste na zadnje kupu, da je bilo tako, A res to rabiš? Ja. Škoda sem zdaj na zadnje sem kupil nekaj, ker sem ga usral totalno. Po internetu sem kupil en leder z živalskim vzorčkom, ampak to je bolj elastičen blago kot efekt ledra. Za pajkice, tudi to sem se lotil, ja. To ste hotel masko narediti, hlače? Ne, brez rokavnik bom zdaj naredil zase, to je kot prva stvar, ledrast. Zdaj samo enega z blaga in pač ne spadaš zraven. Ampak živalski vzorci so popularni v tem bajkarski. Ja, sam ne na nogah, pa ne oprijet. Okay. Tu bejš stran, samo let. Tu pa ne. Dokaj so pa gor, pa v hladni je pa... Evo, da počas zaključimo, mislim, da so midva naredila danes gromozansko napako. Namreč gospoda se predstavlja kot muskontarja, je pa človek Tausend Kunstler. Ja, Tausend Kunstler bi mogla reči. Ste vi profil Tausend Kunstlerja. Evo, najlepše bi se vam zahvalila za današnji obisk. Brez problemov, rade volje. Vrtem bi lahko posneli še 10 podcastov, glede na to, da ste Tausend Kunstler, vrtem še marsikaj nismo raziskali. 4 kunsti smo predelali, pa še 900 nekaj nam 96. Še do Avgustina nismo prišli. Še to nismo prišli. To. Evo, mogoče samo to, glede na to, da špilate, da se vas da najeti za poroke, za marsikaj tega, kako vas ljudje lahko najdejo? Po telefonu, po mailu, na Facebooku imam tudi. Evo, to bomo vse linkali tle od spodaj in če rabite enega človeka, ki vam ne samo zašpila, tudi verjetno kaj elektronskega... Tudi počujem klavirko in frejtonarco in lahko tudi klaviature, če treba. In zašije. In pride v živalskem vzorcu. To je gospod. Tako da, evo. To bo ne gre z glave v živalskem vzorcu. Če ga rabite, evo, od spodaj nekje bojo njegovi kontakti. Vojko Ukmar, najlepša hvala. Najlepša hvala. Vi, gledalci,
Pa ne se pozabiti subskrbati pri kako je slovenski? Naročiti. Dajte lajkati ta video, dajte napisati spodaj v komentar kakšen nov profil ali pa enostavno komentar. Ja. Pa se vidimo naslednji teden ali pa malo kasneje. Mogoče. Najlepše vam hvala, gledalci. Se vidimo. Ajde. Čau. Čau. Živijo. Čau.